Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Stopili smo v novo leto, leto 2018. Naj vam še enkrat zaželim vse dobro v tem letu. Naj se vam izpolnijo vse tiste želje, ki ste si jih zaželeli ob silvestrskih poljubih in naj vam teče tako, kot bi res moralo. Celje je preživelo praznični december zelo lepo. Imeli smo ogromno dogodkov, bilo je ogromno obiskovalcev iz vse Slovenije in pa iz tujine, tokrat prvič. Dogajalo se je veliko za velike in male in ker mesto so ljudje in ker mesto so tudi ženske, ki živijo v tem našem lepem mestu z bogato zgodovino, sem počaščena, da nas je v ženski areni nocoj obiskala gostja Vladimira Skale, ki je en velik del tega decembrskega mozaika in pa tudi siceršnjega dogajanja v našem mestu. Dober večer, draga Vladimira, pozdravljena. En lep dober večer, Dragana. Ne bo lep. Dobrodošla. Te lahko kličem Vladka, kot te kličejo bližnji? Jaz ne vem, odkot imaš ta podatek. Mene v bistvu vsi kličejo Vladimira. Zakaj? Ker je bil moj oče Vladimir in je vedno Vladimira. Ne? Ta podatek imam od tvojega prijatelja iz mladosti. Jaz sem si mislila, da mogoče mislim, da en sošolec me v osnovni šoli klical. Ampak drugače me pa vsi kličejo Vladimira. Pa učiteljica, vem, da v prvem razredu me je klicala Vladka in takrat sem prišla domov in sem rekla, mami, pa koliko me lahko ona kliče Vladka, če sem jaz Vladimira. Tako da imam v bistvu rada Vladimira, samo stara mama. Ja, tako, hvala. Torej, tudi ne bom zaupala skrivnosti, kdo je ta prijatelj, ki mi je zaupal ta podatek. Pa ni nič slabega to. Si rojena Celjanka. Ja. Ponosna, kolikor vem, v Novi vasi nekje si živela. Ja, sem živela, zdaj pa že v bistvu 18 let na Glavnem trgu, v kombinaciji med Velenjem, kjer je partner, in Celjem, kjer jaz živim. Tako. Se preselila v Stroki center, tam, kjer so dejansko tudi vsa tvoja dogajanja povezana s tvojo kariero. Ja. Meni se zdi v bistvu Celje od nekdaj, ga imam neizmerno rada, se mi zdi, sploh če greš kam v tujino. Ko se vračaš domov, vidiš, da je mesto res lepo. Privilegij se mi zdi, da imamo res bogato zgodovino. Jaz se vedno hecam, da bi mogli Spielbergu poslati zgodbo celjskih in narediti res eno filmsko uspešnico. In v tem svetovnem merilu, v svetovnih žanrih gre res v to smer, da se tradicionalne zgodovinske zgodbe snemajo. Morda se nam to uresniči kdaj. Ali pa z domačo, odlično produkcijo, ki jo imamo tudi v Celju, izvrstno, vrsto dobrih, izjemnih ustvarjalcev. Ja, in mesto imam rada imam Celje. Če se navežem na ta del, ko si začela, Celje ima v bistvu malo jedro, povezano v križ, prav z temi obiskovalci, ki prihajajo z vlakom. Naprimer, ko stopiš ven, je lepo, ti si že v središču dogajanja, približno 7-15 minut do neke lokacije in to je trenutno se kaže kot velika dodana vrednost v mestu. Je pa res, da seveda tudi mesto more se razvijati vzporedno in čutiti to priložnost in možnost teh tujih ekonomij, kot rečemo, ko nekdo pride v mesto, je pripravljen nekaj popiti, morda nekaj kupiti otroku in tako se razvijajo stvari. Ne gre naenkrat, na hitro, ampak počasi se pa lahko oblikujejo dobre zgodbe, kot si omenila. Tudi pri tebi ni šlo naenkrat vse, ampak si nekako vse gradila že iz mladosti. Osnovno šolo si obiskovala, kje? Začela sem na 4. osnovni šoli, 1., 2. razred. Zelo lepa izkušnja, potem pa so zgradili Fran Roš šole in to pa sploh je bilo mega na hribu. Še danes se spomnim, kako rada sem šla zjutraj v šolo, na vrh hriba po Bronku in potem v šolo, ki je čudovito vpeta v lokalno okolje. In morda so res to neke stvari, ki ti potem pustijo pečat. Če danes imam rada svetlobo, na vrh hriba se rada povzpnem, smučam z vrha, se mi zdi to je tako idilično, če stojiš na vrhu hriba in wow, rečeš, kak lep pogled. Ali pa na Miklavžev hrib, recimo, ta se mi zdi tudi izjemen. To je prednost tega našega mesteca. Tretje po velikosti naj bi bilo v Sloveniji, še vedno držimo to mesto uradno, vendar smo toliko majhni, da imamo vsa ta bogatstva,
ki si jih večja, bolj urbana mesta ne morejo več privoščiti? Ja, jaz mislim, da gre v to smer, da je to privilegij. Absolutno, da recimo tudi išče se ta pristnost, mesto je tudi varno, to je trenutno v Evropi zelo dragoceno, da so mesta varna in to se kaže tudi po trendu in obisku. Samo morda še ta zadeva, da malenko še bolj skanaliziramo turiste tudi v Celje, samo potem je pa zopet, ko pa imaš v bistvu tako velik obisk, 300-400 obiskovalcev dnevno, je pa zopet drugačen utrip, drugačna ekonomija. Tako da ljudje imamo pričakovanja, ko jih uresničimo, vprašanje zadovoljstva, pa gremo v to smer, absolutno. Je tako. Srednja šola? Srednja šola, gimnazija, prva gimnazija, ja, Kajuh. Je bil v tvojih časih še to Kajuh? Ja, v bistvu tudi zelo, zelo lepa izkušnja, ker smo bili odlični razred, mislim, zelo dobra ekipa, tudi kasneje, odlični profesorji. V bistvu zelo, zelo, zelo lepa izkušnja. Zelo zahtevna šola, tudi takrat. Potem pa seveda takrat je bil prelom časa po srednji šoli, to mi smo 89 končali. Takrat je bil prelom v dogajanju, jaz sem želela gledališko režijo študirati, takrat nisem naredila spremnega izpita, lahko bi v bistvu vpisala igro, me ni zanimala takrat. So mi v bistvu tudi zamerili, ker sem rekla, da so igralci nikoli dozoreli otroci, ampak ne v negativnem smislu, ampak v tem, da moraš biti vedno odprt za to oblikovanje v bistvu vlog in osebnosti, moraš biti zelo močna osebnost kot igralec. Tako da ja, potem pa se mi je potem sem slavistiko, umetnostno zgodovino upisala, nisem dokončala študija, ker takoj sem začela potem delati na projektih. V bistvu me je danes zelo dobra prijateljica, Karmen Petauer, ki je takrat nastopila mesto direktorice in so bile na dopustu skupaj in sva tam se pogovarjali, potem je ona čez čas nastopila to mesto direktorice in me je povabila k predstavitvi projekta tkanin, kako bi se vpele v prostor, kako jih vidim in seveda je bil ta projekt všeč ekipi in smo potem začeli kar delati. Ta projekt je bil dejansko prelomnica in pa začetek, zametki vsega tistega, kar počneš danes. Ja, res je, v bistvu ne sem zelo zaupala, še danes jim in pripravili smo en projekt in mi smo v bistvu plesali, sem pri Ani Vovk Pezdir 6 let v Aktu, smo bili tam odlična ekipa, smo skupaj, smo povabili te naše soustvarjalce k projektu in takrat smo bili zelo uspešni, ker smo bili drugačni v prostoru, bili smo mladi. Bil je en tak prelom časa, takrat 89, 90, 91 so se stvari začele obračati, šlo je potem za osamosvojitev, tudi neki novi standardi, tudi v ekonomiji in ja, potem pa se je pokazalo, da v projektu potrebujemo dobro ekipo, naprimer tudi manekenk, manekenov. Meni nikoli, tudi dan danes, v bistvu sem zelo proti, se mi zdi, da imamo doma odlične dekleta in fante in takrat smo začeli potem s svojo ekipo. Bila je pa sreča, da sem jaz šla v Pariz takrat z v bistvu oblikovalci in kreatorji, Kompas je imel takšna potovanja in da sem si imela možnost kot tako mlada ogledati eno agencijo in sem videla, da zunaj pa to res dobro funkcionira, da je to zelo profesionalno, da to je v bistvu delo, tako kot vsako drugo delo, da so manekenke, manekeni profesionalni in da smo potem začeli tudi pri nas z tem merilom. In še danes v bistvu agencijsko delamo in seveda produciramo modne navdihe, čarobno smesnih trgov, mednarodni obrtni sejem, to so vse veliki projekti in še vrsta drugih. In seveda to je proces, da lahko vključujemo svojo ekipo. V tem času si bila tudi sama manekenka. V bistvu pri nas je bilo tako, da je Ana, mogoče je prav, da povem, da sem imela eno veliko srečo, da čez moj proces izobraževanja sem srečevala res izjemne ljudi in tudi danes. Moj pedagog je bil Franc Purg za likovno vzgojo, tako da sem bili v bistvu že kot osnovnošolci nagrajeni in da nas je vključeval na neka mednarodna likovna netekmovanja, temveč to so bile kolonije. On je delal Formo Vivo na Frano Roša, to so bile izjemne stvari, da je pripeljal Mojco Dimec, Bino Štampe-Žmavc kot mentorje za krožke in to so bili res odlični strokovnjaki v tistem času, da sem plesala pri Ani Vovk Pezdir, ki je pa izjemna osebnost in se mi zdi, da v tistem času srednje šole je to naredilo name kar en velik pečat in ja, takrat so v bistvu bili projekti, mislim, da je Bina pripravljala en projekt manekenstva in da so me takrat že vključili, ker sem pač visoka.
takrat nisem imela takšne dobre izkušnje, ker nisem bila pripravljena na to, ne, ker ti kot deklica ali pa tako dekle moraš biti kar pripravljena na eno takšno modno predstavitev. Potem kasneje me je pa Ema Kugler v Ljubljani, Replikante, to so bili pa super, Alen Hranitelj je prišel v Slovenijo kot vižazist takrat in to so bila pa lepe izkušnje in seveda odlična priložnost, da vidiš, kakšen je bil nivo tega revijalnega dogajanja v Sloveniji. Dejansko s tem, kar si počela, si služila že na nek način kruh in hkrati se učila, kako deluje manekenska agencija. Ja, takrat ni bilo, da bi bil to še za nek, mislim, dobro, se ne spomnim, da bi bili neki taki honorarji ali pa da bi mi to ostalo v spominu. Danes v bistvu je lahko to neka taka štipendija za posameznika, absolutno, če dobro dela revijalno, ne, mora imeti neko ustrezno formo. Ampak ja, potem pa kasneje pa smo začeli čisto profesionalno delati. Bilo je v bistvu zelo težko, ker si na začetku, mogoče v tem smislu naiven, poln energije, ne, jaz vedno, ko mi nekdo razlaga, ja, pa vidiš kar projekt, kako, na kakšen način. Ampak v bistvu so bile to zanimive izkušnje, primerne takrat temu času. Bilo je v bistvu zelo težko, zelo zahtevno, ampak če tako zdaj pogledam nazaj, ne vem, če bi morda še enkrat izbirala ta čas, bi samo se vpisala na medicino. Se vedno predstavljam umirjen in resen študij. Ja. Pa vendar, bil je poklon tvoji lepoti na nek način, ste potovala dekleta dosti? Veš, kaj je resnica? Mene nikoli ni moda zanimala, ne? Tako, da bi me moda. Mene je zanimalo gledališče, ne? Že v gimnaziji. Ne? In v bistvu mene je zanimala postavitev prostora, tudi arhitektura. Se spomnim, da mi je razredničarka, profesor Tomaničeva, vedno rekla, na arhitekturo se vpišite, na arhitekturo. Ta prostor me je vedno drezal, me še danes zelo dreza, vendar se težko pripravljaš na toliko stvari. Potem te pa kar čas potegne. Ne? Mi smo v prvem letniku, je sošolka Petra Pogorevc že prej v osnovni šoli napisala en scenarij, ki so ga mladi pisali in potem je bil izbran ta scenarij in smo v prvem letniku snemali film po tej njeni predlogi. In mislim, da je to takrat nas kar malo zaznamovalo, ne? To je zelo dobra izkušnja, ampak morda povezalo, ne? Ampak potem kasneje ti da mogoče tudi to neke takšne smernice, kako in kaj. Mislim, da smo pa še na 2 filma posneli za to ekipo, ker so nas poklicali, a ne, k sodelovanju. Ampak moda, takrat revijalno so v bistvu, ko sem jaz punce videla, še niso delale tako profesionalno te mode, a ne. Potem pa, ko sem mene bolj, v bistvu sem naredila revijo, takrat zraven se mi zdelo še tudi potem kasneje, ampak nisem imela pa te želje po tej lastni potrditvi. Mene še zdaj sem na tej drugi strani, ne, ta režijski del me je veliko bolj zanimal, ne, in oblikovanje prostora. Spomniš, kdaj sva medve prvič sodelovali? Ja, za revijo, mislim, da Društva Tajnica, ne, v Celjskem domu, mislim, da smo Jolando Thaler takrat predstavili, oziroma blagovno znamko Thaler. Ja. V sedanjem Celjskem domu ste z Jolando Thaler naredili krasno modno revijo. Zelo lepo, ja. Za tajnice z vse Slovenije. Ja. To so v bistvu takšni zelo lepi projekti, mi rečemo showroomi, ne, so v bistvu predstavitvene kolekcije. In tudi mi smo edini v Sloveniji, v Celju, ohranili ta način predstavitve skozi modne navdihe. Ne? Ravno ta način, da v bistvu najbolj uspešne blagovne znamke tradicionalno 2-krat na leto predstavimo v okviru njihove kolekcije in oni povabijo svoje dobre stranke in to je v bistvu en tak lep, modni, kulturni, družabni dogodek, kjer lahko vidiš res odlično produkcijo celjsko, na to sem pa res izredno ponosna. Ne? Ja, in hvaležna sem, da prav toplo mi je pri srcu, da se spomniš tega dogodka. Ja. Predvsem pa iz vsega tvojega dela veje ta navezanost na Celje. Izbor celjskih produktov, celjskih ljudi, celjskih avtorjev, celjskih kreatorjev, celjskih manekenk, dobro, razen pri modnih navdihih, tam je šlo to veliko višje in v višje sfere, pa vendar baza vsega, kar je na modni pisti prikazano, je celjska. Pa to je v bistvu najbolj pomembno, a ne? Se pravi, meni se zdi od nekdaj, da ti se moraš zavedati svojih korenin, ne? Morda izhaja to iz tega, ker ko sem bila jaz kot punca, so vedno, ja, pa Ljubljana, pa Zagreb, pa tako, ne? Pa tudi morda, ko smo kam prišli, se je tako zdelo, jaz se spomnim, ko smo delali prvi sejm mode revije in smo res lepe revije naredili takrat za tisti čas, ne? In ko so nas hodili drugi gledati, ne? To je bil zelo velik kompliment, ne? Ker takrat v bistvu si ti težko konkuriral velikim proizvajalcem, kot so bili Labot, Mura, ne vem, Svilanit. V teh
teh svojih zlatih časih v vrhuncu, ne, potem je šla ta industrija navzdol in prav vesela sem, da sem lahko to videla, ne, da sem to lahko gledala. Velikokrat rečem, kaj bi dala jaz za ta moj film, ki ga imamo v očeh, ne. Vendar sem si takrat rekla, da v bistvu ti moraš imeti doma rad in moraš doma spoštovati. In tudi velikokrat rečem zdaj v listi, ali pa dajmo izbrati ne slovensko manekenko, ali pa ne bo ta špica model, domač model, dajmo narediti ne svoj obraz. Tudi bi si želela, da bi prišli enkrat do te stopnje, da bi imeli blagovne znamke, ki bi gradile. Smo za Jolando Thaler absolutno se tudi trudi v to smer, ne, da delaš prepoznaven obraz. Ne. Govorim celjski, ne, da celjski model narediš kot res špica model. Celju imamo tega materijala dovolj za dnes, za prikazati, za prodati, da se tako izrazim naprej, da oblikujemo nekaj svojega. To se pravi, da tvoja prva v bistvu veja tvojega dela je bila agencija za modele. Ja, tako pa produkcija zraven že, ne, dogodkov. Ja, tako. V bistvu, potem pa vzporedno s tem že leta 1999 tudi oddaja ne, na Radio Fantasy. To je bila tudi ena taka zelo lepa zgodba, mislim, da 5.5. Borut Pahor, prvi gost in seveda letos bo že 20 let tega ustvarjanja, tako da ja, tudi ta produkcija me je vedno zanimala, ne, mediji. No, če nam malce pojasniš, produkcija pa agencija za modele, kaj v sklopu agencije nudiš dekletom, ki pridejo k tebi in želijo biti manekenke? Mi v bistvu odpremo 2-krat na leto vrata, ne, se pravi, zdaj bo 17. februarja je audicija in potem naredimo audicijo in s temi v bistvu to je celostna predstavitev, način in delovanje agencije. Mi se ukvarjamo z posameznikom, ne, da pridobi znanje, se pravi gibanja, hoja v prostoru, celostne podobe in potem se pravi tudi imamo vaje 2-krat na teden, trening, se pravi, da se ti tega priučiš in da pridobiš na samozavesti. Potem tudi slikamo, fotografiramo, pripravljamo posnetke s posamezniki in potem posameznike vključujemo revijalno. Ne. To je zelo pomembno. Ne. Nič ne koristi znanje, če ga ti ne moreš uporabiti. In potem seveda te posameznike postopno vključujemo v projekte. Na naših ekranih priprave mladih manekenk in ena tvojih dolgoletnih sodelavk. Ja, Darja Kocmo-Žižek, Care Center Darja. Ja, Darja me res navdušuje. To je zelo, zelo, zelo pomembno, da v bistvu v življenju srečaš ljudi, ki so dobri in v bistvu oni za sebe delajo dobro na svojem področju, to pa je res en privilegij, ne, da s takšnimi ljudmi delam izvrstnimi. Tebe pri vseh teh projektih zaznamuje trajnost s sodelovanjem. Neko ekipo, ki imaš neko bazo, ki se manj ali več drži enaka, ne menjajo se tisti neki klasični strokovnjaki. Tisti, ki so dobri, ne? Mi imamo eno takšno navado, da se v bistvu po projektih dobimo, ne? Se v bistvu skupaj usedemo in mi si povemo, ne? Kaj je bilo dobro in kaj ne. Mi rečemo, eno je zunanja ocena, ne? Naprimer, potem pa se pogovorimo, kaj bi lahko popravili, v čem bi lahko bili dobri. Velikokrat smo tudi s čem nezadovoljni, ne? Sami med sabo, ampak potem se pa pogovorimo, pa rečemo, znate se pogovoriti o tem, ne? In se o tem iskreno. Ja. Tole so v bistvu eni zadnji posnetki, ki smo jih naredili z ekipo 23. decembra, takšen delovna vaja, zelo super, ker v bistvu pripravimo fotografije, ker drugače sebe težko oceniš, tudi kasneje v življenju, ne, če mi nimamo neko predstave o sebi, ti težko veš, kako deluješ. Ne? In jaz sem mnenja, da se celo življenje učimo to. Ne? In mi je to tudi en privilegij, da rečem, poglej, koliko se še moram naučiti. Ne? Mi je to izziv, ne? Dobesedno. No in potem se ta dekleta vključuje v projekte in fantje, ne? In nekateri so res izvrstni. In ja, in tako potem pridejo tudi kasneje, danes so že dekleta, mame, imajo že velike otroke, že hodijo njihovi otroci, ne, v okviru VS produkcije, tako da je to en lep krog, ne. Koliko stara dekleta pa novačiš za manekenska pota? Jih ne novačim. To je zelo pomembno. Nalašč se izrazila tako? Ne, ampak je to pomembno zaradi tega, ker so v bistvu ti skauti, ki so včasih na dekleta jih lovijo. Jaz smatram zelo velika odgovornost. Ravno smo se mi pogovarjali, zdaj imamo mi eno povpraševanje za 2 dekleti. Imeli smo že tudi, da grejo v tujino, agencija konkretno povpraševanje. To je zelo velika odgovornost. Zato, ker ti moraš imeti zopet človeka, ki mu zaupaš, zato
to se dobro sliši, ampak to je zelo trdo delo, ti moraš imeti potem zunaj dogovorjene, recimo castinge, da res narediš nek fotomaterial in tako, da se dobro počutiš, moraš imeti super ekipo in so dobre ekipe, to je isto kot v Sloveniji, ne. Dobre ekipe, ki so odgovorne, imaš pa tudi ekipe, ko se ti hitro zgodi, da si potem samo nek spremljevalec, pa da tam nekje po obrobju se ne moreš pa preživeti, ne, potem na ta način. Zato pri nas naredimo odprta vrata, se pravi, to je ta javna audicija, kamor se pride posameznik predstaviti, ne, in potem upravimo individualno razgovor, da vidimo, kakšne imajo možnosti, in tu gre predvsem za fizične predispozicije, veš, ni toliko starost. Ti imaš danes že lahko dekle pri 12, ki je izredno visoko, ne, in potem ima ona zelo dobre, ne, fizične predispozicije, vendar pri nas je tako, da že v drugi krog prihajajo zraven tudi starši, ne. Predpogoje, ne, da v bistvu starši tudi vedo, pišejo verjetno, da lahko. Mi nimamo, v bistvu ne rabimo, zdaj se spomnim, včasih smo v bistvu čisto na začetku s temi pogodbami, ampak potem smo imeli eno izkušnjo, pač, da so ene agencije podpisovale pogodbo in potem punce niso mogle pri nas delati, smo rekli, tega se ne gremo, ker v bistvu največja umetnost je, da dekle ima priložnost, da se udejanji, to pomeni, da res revijalno dela, ne. In zato se mi nadpovprečno trudimo, da v bistvu postavljamo dogodke, ki imajo nek nivo, ne, modne navdihe, res zelo se trudimo in tudi zdaj Čarobnost mestnih trgov, že 3. leto, to je bil tudi en tak zelo lep projekt starega mestnega jedra, ne. Nihče ni nikoli tako, da bi povezal vse trgovine, in Tadeja Falnoga iz mestnega marketinga je takrat imela eno željo, rekla pa, dajmo mi narediti eno revijo, tako se, pa sem nekaj, to je tako odgovorno, čutim to odgovornost, ne, do vseh udeležencev. Je treba vse enakovredno predstaviti, ne. Dobro, če se nekdo ne odloči, da ne bi, v redu, se on sam odloči, ampak prav pa je, da ima vsaka trgovina priložnost, in ko smo začeli že prvo leto, to je bilo res en lep uspeh, zato ker je trgovina trgovini rekla, pa sploh ne vem, da imate vi to, ne, ker so trgovci pridni, pridejo zjutraj v trgovino, potem popoldne delajo še sam v trgovini in ti nimaš časa, da bi hodil okoli po mestu, ne, razen te sosede, če poznaš, in te Čarobnost mestnih trgov se hecamo, da če bi Lagerfeld vedel, kakšne lepe mestne trge imamo, bi prišel svojo revijo delati v Celje. Zagotovo, pa še marsikdo. Da še zaključiva z dekleti. Dekleta, in fantje seveda, ki so v tvoji agenciji, delujejo v sklopu tvojih revij in pa imajo možnost oditi, napredovati potem, če se mogoče lahko tako izrazim, napredovati, nekaterim je ambicija utrditi pri tebi ali pa odskočna deska za naprej. Lahko od tebe gredo tudi drugam potem. Tako je. S tem, da je resnica, da v Sloveniji je zelo malo, ne, tega trenutno. Modna industrija ni v bistvu v zavidljivem položaju. V okviru v bistvu se delajo samo Fashion Weeki, ne, v okviru fakultete za industrijsko oblikovanje in pa Mercedes-Benza, in seveda, če so v bistvu castingi razpisani, lahko ima vsakdo priložnost. Niso tega nekega pravega dogajanja na tem področju v Sloveniji zadnja leta ni več. Vse Slovenija je le majhna, ne, tako kot sem ti omenila, da recimo edini, ki imamo tradicionalne modne revije, pri nas smo mi ostali v slovenskem prostoru, govorim z modnimi navdihi, tako kot je bil recimo v Cankarjevem domu, je Rok Lassan imel v bistvu svoje obdobje, pa v World Trade centru je Saša Radovič pripravljal v okviru Modne Jane, se pravi tudi za tem časopisjem ali revijalnim tiskom, ne, ki je v bistvu se prekanaliziralo, preoblikovalo, je tudi to dogajanje. Jaz mislim, da se bo tudi nazaj dvignilo to področje, razen trgovski centri, ki pa se trudijo in na nek način po pogodbenih obveznostih to nudijo, ne, svojim trgovinam. Ja, mi imamo, v bistvu imajo dekleta priložnost, absolutno, tako kot sem rekla, nas mogoče malo zanima ta neka tujina, ampak zopet, seveda, če je partner ustrezna, ne, ker v bistvu tudi, če imaš ti priložnost v Parizu predstaviti ali Milano, je ta odgovornost ni enostavno, no. Sliši se dobro, ni pa tako enostavno, ne, v tujini. Je kakšno dekle ali fant pa le uspelo na tem področju iz tvoje agencije? Ja, so bile v teh, v bistvu v 25 letih je bilo kar ogromno punc, ki so bile uspešne tudi na drugih področjih. V bistvu Monika, ne bi rada zdaj, da bi kjer krivico naredila, Monika Mešič je bila v zunih, Bojana Komplet je v bistvu ena najlepših Slovenk, govorim o tem času, ko so še bila tekmovanja, dejansko so sledila, ne, tem lepotnim izzivom, in so imele tudi neko
utrjeno sceno tudi v slovenskem prostoru. Saj se trudijo zdaj tudi novi lastniki posameznih licenc, ampak je to kar umetnost. Predvsem pa je umetnost morda na ta način, da odpreš tekmovanje uravnoteženo in jasno. To je meni gospod Zdravko Gržina bil za Miss Slovenija, je bil izvrsten, tudi se je znal na nek način upreti tem trendom kapitala in je v bistvu dekleta vseeno izoliral, tako da govorim za Miss Slovenija. Tako da ja, so bile tudi, imela je Marjetka Jož, se spomnim, je bilo prav zanimivo, smo že vse pripravili, fotomaterial, vse za povabljena v tujino, in potem je ona prišla en dan in je rekla, veš kaj sem jaz razmišljala, da meni je čisto dosti tukaj, kar jaz delam doma, pa če jo zanima v študiji, ne toliko ta manekenska karijera, kar je za dekle zelo pomembno, da je zrelo v glavi. In ne samo to, tudi starši, ker včasih se zgodi, da gre za ambicije staršev, ne toliko za ambicije. Neizživljene ambicije staršev znajo biti težava na marsikaterem področju. Čeprav pri nas je morda to dobro in tudi, moram reči, tu velika pohvala vsem staršem, zaradi tega, ker dovolijo. Tudi jaz mene ne zanimajo starši, me zanimajo v tem delu, ko jim povemo, kako in kaj, ker je pomembno, da oni vedo, pa kdaj, pa kje, pa zakaj, pa kako dolgo. Ampak da dovolijo dekletom in fantom, da v bistvu res se potrudijo in sami živijo in sami nosijo tudi odgovornost. To je tudi zelo pomembno. Dokdaj si sama po brvi hodila z njimi? Jaz mislim, da samo na začetku, nisem potem, nisem imela, se mi je zdelo tudi to odgovorno, težko v bistvu sinhroniziraš in eno in drugo. Si to potem hitro ločila? Ja, sem ločila in sem na to tudi zelo ponosna, da mi ni to nikoli drezalo, da bi pol še nekaj izživela. Sem res še danes moderiram kakšno revijo ali pa dogodek, čisto iz preprostega razloga, ker je to lažje, zaradi tega, ker ustvarjaš ta del, recimo kak mednarodni obrtni sejem ali kak showroom, ki ga pripravljamo tako ekskluzivno. In je to. Že to je zahtevno. In iz te tvoje modne agencije so počasi začeli nastajati dogodki, eden od večjih, Modni navdihi. Ja, Modni navdihi je v bistvu zato tako, mi rečemo, velik, ker je tradicionalen, ker ga pripravljamo v spomladanskem terminu, to je od 8. do 15. tu nekje, nek tak tihi dogovor imamo, se mi zdi, s City centrom, da se ne prekrivajo datumi, to je v bistvu tak gentleman agreement, dogovor, spoštovanje, ker je v bistvu malo teh dogodkov in takrat ni za sopadanje ali izključevanje drug drugega. Tako da ja, letos bo do 15. marca in 15. novembra. In takrat predstavimo blagovne znamke in hiše, ki so tu na Celjskem uspešne in predvsem velja ena velika, pohvala in zahvala njim, ker se znajo iti. Ker blagovna znamka, ki se trudi delati s svojim potrošnikom, zna to oceniti, ker si ti takrat pripelješ v bistvu svoje stranke. Ta stranka, če pa je modno osveščena, jaz rečem, da je kultivirana, pa je v bistvu potem odgovorna in tudi nekaj kupi. Pri tem tudi v svetu je tako, ti dobiš vabilo, seveda, če si zelo dober trgovec, takrat se lahko uvrstiš na revijo, ali seveda, da si v bistvu na neki posebni listi, se pravi kot potrošnik individualen, to si na nek način prislužiš. In tudi pri nas so blagovne znamke in to uspešne. Letos je jubilejno leto za Modne navdihe. Ja, moram priznati, da Dragana, ko si me povabila, jaz imam tako en fascikel pred sabo, kjer piše 99, ker smo še, moram prav pogledati, Sebastian Vok me prepričuje, da je to 98. Si, večina nas, ki smo se o tem pogovarjali, imamo v spominu 98. Ampak ker jaz imam rada dejstva in moram to res preveriti, ker da me ne bi potem... Moram to pogledati, ta fascikel me bega za projekti. Ker 98, jaz se spomnim zato, ker sem pogledala fotografije tiste modne revije, ki si jo z Jolando naredila za tajnice iz vse Slovenije in tisto je bilo 98. leto. In čez en mesec, ne poln mesec, smo že bili v Narodnem domu na Modnih navdihih. Tako da imam dokumentirano. Morda imaš ti 99 zaradi dokumentacije, ki je pa potem začela nastajati, ker je pa to postal produkt. Zato o tem in marsičem, kar lepega še počneš v našem Celju in za naše Celje, pa spoštovane gledalke in cenjeni gledalci z mojo drago gostjo Vladimiro v drugem delu oddaje. Hvala lepa.
Pozdravljeni še enkrat v Ženski areni. Uživam v pogovoru z našo Celjanko Vladimiro Skale. V prvem delu oddaje smo se dotaknili mladosti, tvojih začetkov, manekenskih in potem tvoje agencije za modele. In nekako sva prišli v tisto področje tvojega delovanja, po katerem te Celjani in pa okoličani, zdaj že tudi Slovenija, najbolj poznajo. To so modni navdihi, za katere ne moreva biti trdno prepričani. Jaz še vedno trdim, da so letos jubilejni, 20. Pa vendar, ali so 19. ali 20. spoštljiva doba projekta, ki je takrat morda bil narejen tako. Pa v bistvu to so bile izkušnje. Meni se zdi zelo dobro to, mi smo delali veliki 2 reviji za blagovno znamko Thaler, mislim, da 94. pa morda 96. ali 98. Za mano zdaj je pravlična dežela in je v bistvu zahteven projekt in se še nisem tako, te številke mi ne grejo najbolj, ampak jih potem zapišem, pa veljajo kot dejstva. Se bom s tem poukvarjala, sem že mislila sinoči, sem se pripravljala en dokumentarec in je veliko dela. To je bilo splet okoliščina, so nastali ti modni navdihi v tem smislu. Namenski projekt, da boš pa zdaj nekaj delala 20 let. Ja, ne, daleč od tega, ampak v bistvu iz tega posamezna blagovna znamka težko da 15-20 tisoč evrov za eno modno revijo, tako veliko. Govorimo, da ti napolniš dvorano, da je 350 obiskovalcev, da imaš v bistvu 20-člansko ekipo, da imaš v bistvu ves upor tehnični, glasbene opreme, scena. To je res v bistvu veliko dela in truda. In potem iz tega je pa prišlo, da v bistvu lahko z večjimi blagovnimi znamkami naredimo v bistvu zelo lepo revijo in dogodek. Pa tudi morda tega nekega velikega mojega spoštovanja do teh ustvarjalcev. In res ga imam, neizmerno jih spoštujem in tudi se mi zdi, da se oni to kažejo na ta način, da pripravijo dobre kolekcije. Mislim, da se tistim dobrim snovalcem to tudi obrastuje, to negovanje svojim potrošnicam in potrošnikom. In so izvrstni v slovenskem prostoru. Morda imamo mi samo, Slovenci ne znamo, še pa upam, da se to učimo, mi še nismo tako modno osveščeni, da bi znali res ceniti domačega proizvajalca, se pravi, da govorimo neka gospodarska, politična in kulturna elita, da se na nek način res oblači in da rečeš, ok, jaz pa to nosim res našega proizvajalca, se oblačim pri tej hiši, pri tej blagovni znamki, ti, ki so snovalci prostora lokalnega. V tujini je to zelo, zelo pomembno. Ti na nek način pokažeš status na ta način. Jaz se pa oblačim pri tej hiši. In kar je lepo, ta hiša tudi skrbi, da si ti individualno oblečena. Tudi pri nas ne znajo tako, da bi nekdo rekel, veš kaj, Dragana, zdaj pa bi mi tebe oblačili za celo. To je zelo redko, da ima nekdo to kulturo ali pa modno osveščenost. Tega ni pri nas. In se učimo še o tem. Tako, se učimo. Mi je pa zelo všeč, da Celje naše je lepo, ima dušo, ima krasne ljudi, pa vendar je znano po nekem, ne bom rekla rivalstvu, ampak tistem malce zavidanja pa to. Ti si izbrala na kup vse najboljše in vsi krasno funkcionirajo v tej zgodbi. Pa ne samo to. Mi v bistvu, odkar delamo čarobnost mestnih trgov, ali pa velja, da je vabilo odprto vsem. Mi nikoli nismo elitizirali modnih navdihov, da bi rekli, zdaj pa so samo te blagovne znamke. Mogoče kdaj kdo, vsakdo, ki se želi, tudi če na novo vstopa, se jaz vzamem čas, pomagam, predstavim blagovni znamki, kaj, kako, na kakšen način, tako da lahko vstopa, potem suvereno. Potem pa se blagovne znamke seveda čez čas se priučiš, se naučiš in se zelo, zelo dobro pripravijo in vstopajo na dogajanja. In te, tako kot sem omenila, to je zelo pomemben segment, ker potem on povabi te svoje potrošnike in ti 2-krat na leto predstaviš tole izsek iz čarobnost mestnih trgov, Kreko trg, odlične lokacije trgov. Mislim, to so res veličastne pozicije. In tu smo pa edinstveni, so nas že poklicali tudi iz drugih mest. Tu velja res velika pohvala Tadeji Falnoga, ki je takrat v bistvu razumela zgodbo, se pogovorila s trgovci, individualno smo pristopili od trgovine do trgovine. To pri prijateljni Hali rad reče, saj sem te videl, kako ste po trgih hodile v vročini, ampak to je res eno družabno dogajanje in je zelo pomembno za mesto, ker pomeni, da ti vidiš, kaj kdo dela, se modno osvestiš, tudi ženske se vedno bolj uredijo, tudi moški na
Mi kdaj popravimo tudi kakšno modno policijo v tem pozitivnem smislu, ne, da malo izpostavimo. In pa v poletnem času mesto živi, dogaja se, prihajajo turisti, ljudje iz drugih krajev in imajo kaj videti in pa na nek način ohranjaš to družabnost. Kako je s podporo lokalne skupnosti pri takšnem dogajanju? Moram reči, da jaz sem bila 2 mandata mestna svetnica, ne, in da sem v bistvu zelo od leta, to je bilo 98, tako da v bistvu poznam... SMS, ali kaj je že bilo, ne? Ja, tako stranka. Stranka mladih, ne? Ja, Slovenije. In v bistvu poznam delovanje lokalne skupnosti. Takrat so bile samo 4 svetnice in smo bile in moram reči, velika pohvala Jani Romih takrat, ki je bila stranke socialnih demokratov, da nas je vse svetnice povezala skupaj in nam je razlagala ustroj. Morda je to tudi vplivalo na mene, ona je bila nesebična v podajanju. In takrat je ona mene predstavila tudi, oziroma mislim, da smo eno prireditev za 8. marec pripravili, in je zelo, zelo uspela, bila obiskana drugačnim pristopom in takrat je potem vodja kabineta Aleksa Gajšek-Krajnc mene povabila k pripravi občinskega praznika, ki smo ga zavrteli in smo ga ravno tako lokalno obarvali z odličnimi lokalnimi voditelji, ki so bili prvovrstni. In seveda se je potem začelo tudi na tej delovanju lokalne skupnosti, kar pa je pomembno, ker na nek način ti mora zaupati. Danes velja v bistvu velika zahvala tudi Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celje, da zna prisluhniti in da se v bistvu ravno ti čarobnost mestnih trgov je tako uspešen projekt ravno zaradi sodelovanja z Zavodom, kjer je mestni marketing, zdaj 2 leti in tudi z kabinetom župana se vedno potrudim, da razložim. Pa se mi zdi, da tudi poznajo zdaj že to delovanje, te moje pripadnosti lokalni skupnosti in se vsak potrudi na svoje in do konca se mi zdi, se potrudimo. Ko se to poslušam, se mi nehote utrne vprašanje, koliko ljudi ti pomaga, ko delaš posamične projekte? Kar veliko, za posamezni projekt kar veliko. V bistvu imam tehnično ekipo. Recimo, ko se lotiš modnih navdihov, imaš svojo ekipo? Ja, seveda. Vem, da imaš stalno ekipo frizerjev, teh, pa vendar, logistika, pa vse to. Ja, v bistvu logistiko pa potem razvijamo, vsak projekt probamo zoptimalizirati, nadgraditi, potem operativno so eni 4 ljudje, s katerimi delamo, ker je v bistvu zelo pomembno logistika, kako projekt pripraviti, izvesti, potem pa tudi samo operativa tistega dne, ki je zelo, zelo zahtevna. Ga imam rada, zdaj se v bistvu prav učim, da rečem, danes je ta dan, danes je pa naš dan, ko se zjutraj peljem, recimo že ob 6 uri zjutraj, ko se odpre Celjski dom, kjer pričakujemo že ekipo, ali pa mi že v bistvu pripravimo en dan prej vse tehnično in zahtevne točke in tako. In tu je res izvrstna ekipa, ki zaupam. Vendar niso samo modni navdihi. Ja. Celjski sejem. Mednarodni obrtni sejem, pa mislim, da je od leta, mislim, da so se enkrat z Bredo Obrez preskar kregali. To je tudi že dolgotrajno sodelovanje. Takrat je bila sejemska dejavnost, ko smo mi začeli in recimo zelo zanimivo, da smo čutili, da to je tudi osrednji dogodek in je res osrednji dogodek. Mi kot mesto smo lahko ponosni, da imamo tako odličen sejem, mednarodno vpeti v sejemsko dogajanje, mednarodno povezani in tako meni se zdi to res izvrstno. Tudi kar nekaj časa smo delali to srednjo otvoritveno slovesnost. Tako da ja, zelo dobro sodelujemo z Celjskim sejmom in se mi zdi, da je tudi ta modni ščepec, ki pa je tam odprt slovensko, na slovenske blagovne znamke in hkrati priložnost tem lokalnim znamkam, da lahko regionalno kotirajo. Ni za poceniti, jaz mislim, da je to kar ena taka lepa dodana vrednost. Je pa super sejem, ker je v bistvu večdnevna in seveda se potem... Obiskovalci se koncu. Pa postavimo eno revijo, ki jo recimo ponovimo potem 3-krat, 6-krat, odvisno kako se dogovorimo, kar je pa zopet super. In zopet imamo ustvarjalce, s katerimi vsa leta delamo skupaj in je zelo zanimivo, ker ravno z Darjo rečemo, da se vedno kaj zanimivega zgodi na sejmu. Tudi tam je spoznala svojega prvega moža in tako da so take lepi zapisi. Lepi projekti in lepi spomini. Vladimira, če se vrnem k modnim navdihom, v nekem obdobju si pričela vabiti tudi vrhunske modele in dekleta in fante.
ki nastopajo v Celju na teh modnih navdihih. In vsakič, ko jih gledam, imam občutek, da jim je to ogromna čast, da pridejo z velikim spoštovanjem do tvojega dela k tebi in sodelujejo s tabo. Moram priznati, da v bistvu to pa izhaja iz tega agencijskega dela. Se mi zdi odlična priložnost, da recimo ima nek model, se trenutno lahko primerja z nekom, ki je dober tudi v slovenskem prostoru. In potem povabim gostujoče modele. V zadnjem času Irina, Zlata sta mi v bistvu, pa tudi kot osebe, mi v bistvu dolga leta sodelujemo in so izvrstne, kar se dogovorimo, drži, izvrstne revijano in je super delati s takšnimi ljudmi. Zdi se mi pa zelo lepa priložnost tudi za mlade dekleta, ki vstopajo, če se ti lahko na prvi primerjaš za nekom, in tako. In je to super. S tem, da moram ti povedati, da je tako, da sem jaz zelo ponosna na našo ekipo. In tu tudi imam zelo spoštovanje do frizerjev, oblikovalcev, maske, vseh, tu ne sme biti razlike. Dober je ta, ki naredi ta nov model, ki prihaja na novo, manekenko za vrhunsko in to se mi zdi, da je izjemno. Da se sklene ta krog. Tako. In tudi včasih, ko gledam, ravno zdaj sem gledala ene posnetke, ko pripravljam eno produkcijo, sem bila prav navdušena, ko sem gledala naše modele, pa kakšne lepe ženske, kako so super. In res so lepe ženske. Lepa dekleta, ženske, tudi fantje. In pa seveda povabiš vedno naše športnike. Ja, to je pa tvoje področje. Popestrijo dogajanje. To se mi pa zdi v bistvu zelo zanimivo, da jaz se s klubi povežem. Moram priznati, da vedno do zdaj so bili tako predsedniki kot direktori, so razumeli, to je pa ta družabnost v lokalnem prostoru. Meni bilo zelo, bi bila vesela, da bi prišli do tega nivoja, da bi v bistvu imeli tako dobre blagovne znamke in jih že drezam, da bi mi rekli, zdaj pa mi bomo pa oblačili nogometaše nogometnega kluba. Tako kot pridejo fantje po evropski. Morajo oblačila nogometne klube. Ja. To so vrhunski fantje, vrhunska forma, moram priznati, da meni je strašno velik užitek dela z njimi, ker to so res fantje, ki so profesionalci in razumejo navodila in mi tudi naredimo vedno posebno vajo, mi že v klubu naredimo sestanek, razgovor, kako in kaj. Vedno tudi velik poklon trenerjem, ker razumejo, zelo odgovorno to vzamemo in fantje in mi kot organizatorji, tako da jih postavimo na en piedestal in nalogo pravijo vrhunsko. Včasih mi je kar žal, da čas tako hitro teče, da nimamo več časa, da bi naredili še kaj več, pa tudi to načrtujemo, tako da ja. Ideje ne zmanjka, kaj ne? Ne. Vrelec ne presahne. Res je. Ob vsem tem delu na velikih projektih, to je vedno večmesečno delo, ni to, da se zberemo 14 dni prej pa naredimo nekaj, ampak se dolgo časa to pripravlja. Vodiš svojo oddajo. Ja. Na Radio Fantasy. Zelo sem vesela. Mislim, je Robi Šprah v tem času postal zelo velik prijatelj. Mislim, smo veliki prijatelji, cela ekipa. Ravno, ko sem se peljala na oddajo k tebi, sem slišala napovednik in sem se tako iz srca nasmejala, ker sem se spomnila, kako smo se nasmejali, ko smo v studiu snemali z Gregorjem Baričem, tehnikom, ki je v bistvu odličen, vrhunski in se vedno nasmejimo iz srca in ko pridem ven, se vedno, pa kaj ste se spet smejali, vedno je kakšna zadeva in s takšnimi ljudmi je super delati. In to je oddaja je živa kako dolgo že? Ja, letos, to sem ti rekla 98, letos bo 20 let. Vse se suče nekje okrog te 98-ke, jubilejno leto. Malo si me podrezala zdaj, da v vseh teh številkah malo razmišljam, da je v bistvu, čeprav recimo rada imam dobre stvari, vedno bolj imam rada tudi lepe stvari, tudi vedno bolj si vzamem za stvari čas. Včasih je treba kaj na hitro, pa neke kompromise sklepati, zdaj pa si že 2 leti govorim, da moram še več časa si vzeti, da postojim, da uživam v teh lepih stvarih, ali to fotografija. Prihajamo v leta, ko nam je kvaliteta bolj pomembna kot kvantiteta. Jaz komi čakam, da jih bom 50. Sva že blizu, ti si mlajša sicer, ampak tu nekje smo. In potem, prej si omenila, si se že spočila od decembra? December v bistvu je zelo zahteven projekt. To je projekt, ko teče, res se mi zdi, da vsako leto zelo zahteven, ker je odgovoren.
odgovoren do ustvarjalcev, odgovoren do obiskovalcev, odgovoren do javnosti in seveda zelo veliko ljudi prihaja, ne, in to je čisto fizična odgovornost, ne, pač jaz to tako čutim. Seveda nas je pa veliko, ne. Danes je v bistvu pravljično Celje zelo velik in zahteven projekt odličnih ustvarjalcev, tako kot sem hotela prej reči, poletje v Celje, ne, krojijo celjski ustvarjalci in to je prihodnost mesta. Ne, da, Pravljično Celje je avtorski projekt, edinstven. Tudi Pravljična dežela, ja, v sklopu Pravljičnega Celja. Je edinstven avtorski projekt tudi širše, ne samo v Sloveniji. Ja, res je, zaradi tega, ker mi animiramo. Ne? Mi pripravimo vsakodnevno animacijo in v bistvu vsako leto na novo, na podlagi avdicije, ker je projekt v projektu, mi pa rečemo Pravljična akademija, ki jo pripravljava z gospo Marjano Kolenko. In to je v bistvu prav predstava, priprava 2 meseca teče teh animatorjev, junakov na predstavo v bistvu Pravljično deželo, ki je del tudi animiranega dogajanja. Zjutraj od 10. do 12. in popoldne od 17. do 19. z vrhunci, prehodom seveda Božička in potem gospe Božičkove, Božička in samega dedka Mraza, ki pa pripravlja najotroško silvestrovanje. In to 17 dni ni malo, ne? Tudi ljudje, ko prihajajo z Gradca, to je meni kompliment, ali pa naši ljudje, ko pridejo, pa grejo drugam, pogledajo pa rečejo, kaj to pa res super, pri nas se pa res dogaja, ne? Tisti, ko smo doma, smo navajeni, a ne, dogajanje. Ampak tudi to srce nekega, da te pritegne v jedro, se mi zdi, pa malo postojiš, pa pogledaš, jaz izhajam iz tega, ker ko sem bila majhna, sem imela ta privilegij, da sem imela vedno drevo, novoletno drevo v svoji sobi. Ne? In ko sem se ulegla, sem vedno tako na malo lučke zaprla in so se mi potem urisvali ti sijajni krogi, ne, svetlobe. In to še danes, ko prijem Pravljično deželo, zaprem lučke, da vidim, kako se zdaj sveti in se mi zdi, da je res... Tako je nastalo Pravljično Celje in Pravljična dežela. Zanimivo je, da združi velike in male, dobesedno, kajti obiskoval sem Celja, je na voljo ogromno dogodkov, ponudba je res raznovrstna, da imajo lepe spomine potem starši in otroci. Pravljična dežela je namenjena ciljni skupini otrok, se pravi družin, ki je zelo zahtevna ciljna publika in jo je težko nagovarjati. In tu se mi zdi, da za mestom in Zavod Celeja, ki je z letom, mislim, da 2007, zasnoval potem Pravljično Celje z koncerti, sejmsko ponudbo dopolnjeno. Takrat je z kabineta župana prišlo to pod Zavod Celeja. Mislim, da je magistra Milena Čeko-Pungartnik takrat nastopila mandat in se pravi, se je še ta del dodatno dopolnil, a ne, se pravi koncert dogodki in z mestnim marketingom še gostinski lokali in tako da je v bistvu res en čudovit utrip in tudi v bistvu ustvarjalci v Celju, tudi Sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti, ki povabi pevske zbore na predstavitev in to se mi zdi, da je ta pravi utrip, ne. Pevski zbori pridejo pogledat prijatelji, znanci. V Pravljično deželo pridejo tako družine, če nastopajo šole, pridejo potem zopet starši, če pridejo znani izvajalci, zopet pridejo velike skupine. Mi rečemo, da nam je najlepša ta pravljica, ki jo živimo, ne, in v bistvu odigramo in animiramo, vendar v bistvu zaradi obiskovalcev moraš vedno dati neka prepoznavna tudi glasbena imena, ki jih gostimo in so tudi izvrstni v izvajanju. Ne. Tudi lokacija se mi zdi sedaj boljša od prvotne. Ja, prvotno je bila Knežji dvor takrat, ko smo zasnovali, to je absolutno. Zato, ker Zdilo se je dogajanje z mestom. Pa tudi, jaz vidim, ostali, ne, mi sami niti nimamo takšne, mogoče ne poznamo, ampak nekdo, ko pa prihaja recimo z vlakom, to je zgodba 7 let, ki vstopa na Krekov trg, ki je bil letos res lep, božanski, ne, in si ti v 5 minutah na Zvezdi pogledaš veduto Pravljične dežele, Pravljična vrata, vstopiš na prizorišče dogajanja in tudi morda je dobro, mi se vsem tem času nismo komercializirali, nismo privlekli nekih lutk plastičnih, povzeli nekega Disney ali kaj takega. Se je ostalo pristno živo, pravo. In na moči besede, ne, kar je v bistvu zelo zanimivo. Ne. Mi to gre za v bistvu govorjeno besedo, ki je interpretirana, igrana. Predvsem pa je najlepše, to pa tudi mislim, da je izjemno, da mi povabimo mlade ustvarjalce, celjske dijake, osnovnošolce, učence, ki imajo možnost živeti pravljico in vsako leto je izjemna ekipa, letos je pa sploh bila izjemna.
Zdi se mi, da so se tudi stanovalci glavnega trga in pa vseh mestnih trgov navadili na to decembrsko dogajanje, da nič več ne nergajo, da sprejemajo pozitivno in pa dejansko zdaj tudi podpirajo dogajanje v mestu. Pa moram priznati, da se mi zdi, da so ves čas ljudje kar podpirali to. Imamo vedno normalno, takšni smo ljudje, da je kdo, ki je proti, ampak se mi zdi, da je tako lepo sporočilo, če recimo december je temen mesec do 23. Ampak začne se temniti ob 5. In vse te luči, ko gorijo, jaz mislim, da recimo tudi, če imaš lokal, ko stopiš ven, je v bistvu živi, je mesto lepo, je čudovito, ti v bistvu skoraj nič ne rabiš narediti za to, Tako, če bi mogel svojo ilko, in si si lahko del tega dogajanja. In se mi zdi, da je vedno več trgovcev, mi v Celju imamo srečo, imamo nekaj izjemnih trgovcev, ki se znajo iti tudi v okviru teh čarobno-smesnih trgov, s katerimi smo tudi postavili to nosilno shemo in te se potem vključujejo tudi v pravljično Celje in pravljično deželo. In jaz mislim, da je to zgodba tudi za trgovce. Pravljično Celje in pa pravljična dežela sta postala nekako mednarodni dogodek. Od letos prihajajo tudi Zagrebčani k nam, ne samo mi k njim na ogled prednovoletnega Zagreba, kar je zelo lep dosežek. To je pa v bistvu ena zelo zanimiva zgodba, da smo mi že z Slovenskimi železnicami leta 2004-2005 poskušali vlake. Mesto nima tega denarja, da bi kupovalo nek transfer vlakov, ampak potem smo pa v bistvu razvili te pravljične vlake iz Velenja, Maribora in Ljubljane na razpisane termine. Vozijo. Tole pa iz tiskovne konference na prvem peronu ljubljanskega kolodvorja, se pravi Ljubljanske železnice, pripravimo tradicionalno tiskovno konferenco. Lani je bila 30. novembra, zelo obiskana medijsko in seveda samo srce Slovenije postavimo to tiskovno konferenco in je izvrsten dogodek. In potem pripeljemo, se pravi, vile animirajo te vlake in seveda, kar je najlepše, tudi pripelje obiskovalce v mesto. Ravno zadnjič mi je rekla ena gosparka, veš, jaz gledam, kaj gre neka truma in pol vidim vila in maha in grejo ljudje za njo. In na Slovenskih železnicah je ena odlična ekipa, ki mi imamo v bistvu pooblaščenca župana gospoda Miloša Rovšnika, ki je namestnik direktorja potniškega prometa, tam je odlična PR-ovka Tanja Rotovnik, vodja kompozicij in prometa gospa Jožica Prah. To so izvrstni ljudje, ki si medsebojno zaupamo, drugače ne gre, to je zelo zahteven projekt in odgovoren. In pripeljemo res letos 14 vlakov in že dolgo je tlila ideja in na Zavodu za Celje smo se pokazali, bi Dunaj izbrali, bi Zagreb, letos bi probali mednarodno. In smo rekli, pa dajmo mi ta Zagreb. In seveda v Zagrebu je odlična ekipa, to je Tanja Rotovnik in Miloš Rovšnik, ker sodelujejo Slovenske železnice in Hrvaške železnice, smo mi poskusili to, oni so prijeli in smo se potrudili in res je tudi 68 potnikov prišlo in to je kar velika zgodba. Ni tako enostavno, potuje se 2 uri pa pol, gre za mednarodno mejo, treba je policijsko postajo obvestiti, vrsto organizacijskih stvari, ampak zelo, zelo lep dan. Je pa res, da mogoče je to zanimivo, ker smo šli mi na razgovor Hrvaškim železnicam v Zagreb, je nas pričakala ena ekipa, zelo profesionalna, mislim, da je 6 udeležencev. Oni znajo imeti radi svoje stvari. Kod njih je što je lijepo, ovaj naš trg, pa ova jelčica, pa so bili navdušeni nad svojimi stvarmi in seveda tudi tako nad nami in so nam dovolili. Oni nas niso izločili, glede na to, da oni kotirajo z malo ekipo na najboljše adventne mesto in doživetje v Evropi. Seveda je zelo veliko umetnost in zelo velik moraš biti, da nekoga spustiš, da nagovarja, da boš ti nekaj teh ljudi odpeljal. In ti in tvoja ekipa in pa vsi ljudje, ki v Celju ustvarjajo to decembrsko dogajanje, ste dosegli, da je naše mesto prišlo na ta zemljevid evropski, med najlepša mesta, z najlepšim dogajanjem v decembru. Mi imamo eno to srečo, da v bistvu tisti ljudje, ki pridejo, da res začutijo nekaj tega utripa. In mislim, da je to največji kompliment, ko pridejo ljudje in rečejo, veš kaj, to je pa res lepo ali pa je srčno, to pa začutimo, da ni samo komercijala. Jaz mislim, da je to pravi kompliment. Je pa res, da Slovenske železnice v bistvu svoje sredstva vložijo v
marketing, mislim, da 70 000 evrov v ta decembrsko oglaševanje in to pa je velika dodana vrednost za nas kot mesto, ker mi nimamo tega denarja v programski shemi, daleč od tega. In je to velik doprinos, ki se pa v teh letih kapitaliziral. Ja. Je pa Mestna občina Celje glavni financer tega dogajanja? Ja, pri nas financira 1/3, to je 16 200 evrov. Projekt Pravljične dežele 17-dnevni je sicer vreden 46 700 evrov. Govorim pa o ceni, ostalo meni pomagajo nekaj pokrovitelji, nekaj pa letni partnerji z ostalimi projekti, da lahko mi v bistvu izpeljemo en tak zahteven projekt. Dejansko vi čarate to pravljico na nek način, zdaj ko sem izvedela, koliko denarja je na razpolago, je to dejansko... Ljudje namenijo za en dan, čarovnija. Tako je. Ampak je pa res, da pa v bistvu se vsakdo potrudi potem pri infrastrukturi, da v bistvu prisluhne mesto, to se mi zdi zelo pomembno in se vsi trudimo, se mi zdi, da zdaj pa res vsakdo, ki je udeleženec, velja jaz vedno na koncu naredim eno zahvalo, ker se mi zdi zelo pomembno, se veš, kako je človek lahko pa tudi ne. Lahko se potrudi, lahko pa ne. Draga Vladimira, ogromno projektov, to je ogromno dela, ogromno časa ti vzame. Vsem tem si ljubeča mati 2 otrokoma, partnerka, imaš eno lepo zvezo. Kako uspeš vse to povezati v tako lepo zgodbo, svojo lastno pravljico? Pa v bistvu, jaz mislim, da partnerski odnos je v bistvu en najbolj zahtevnih projektov. Se mi zdi, da tega nas ne vedno nauči. Od vseh. Otroci so pa v bistvu en velik privilegij ali pa ena velika radost. Se mi zdi, da to je pa izjemno. Se vsak dan učim, radostim, iz dneva v dan me bolj veselita. Sta izjemna, Jona je stara 13 let, 8. razred, Maj 5. razred, 10 let, zdaj bo 11. Je že kaj mušic? To so tista leta. V bistvu sta oba dva zelo samostojna, individualne osebnosti, odlična sogovornika, a veš, to je kako mle? Ne, ampak tako vidita s svojimi očmi in to se mi zdi odlično. Tudi imata vsakdo svoje hobije, interese, nobenega niti ne v modo, niti ne nikamor. Sicer Jona obožuje Pravljično deželo, to je pa ona odlična sogovornica. Verjetno čisto ponosna tudi na to, da je njuna mami. Pa mislim, da v bistvu naredi tudi vedno audicijo, Pravljično zelo kritična, ampak odgovorna, tako da in tudi tako kot vsi ostali se trudim, da nič ne pravi včasih, da sem zelo stroga. Maj zelo dober opazovalec, zdaj razmišlja, da bi morda pa drugo leto se prijavil na audicijo, da bi bil škrat, ker ga mi hecamo tako ali tako, da je mestni pokuševalec pri Sladkem Tonju, kjer se posladka in tako. Torej bo popeljalo po tvojih stopinjah, ne gre drugače? Pa bomo videli, bo zanimivo. Prezgodaj je še določiti, ampak verjetno. Draga Vladimira, počasi morava zaključiti najin pogovor. Verjetno si že z mislimi pri pomladnih modnih navdihih, pri kakšnem novem projektu, pri oddaji VS Styling, pri modni reviji na Celjskem sejmu, na Mednarodnem obrtnem sejmu in še kje. Skratka, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, predstavila sem vam damo, ki je dejansko razpeta med mnogo projektov, je del našega mesta, je zelo, zelo pomemben člen dogajanja v našem mestu. Zato sem jo z veseljem pogostila, počaščena sem, da si se odzvala, tako skromno sva imeli tisti pogovor, tako skromno si na nek način pristala, da le bi, kar mi o tebi še veliko več pove. Ostani tako srčna, ostani tako polna idej in energije, zanosa z vsem, kar počneš, da naše mesto še vedno tako lepo živi. Veliko sreče, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Vidimo se spet čez 14 dni. Hvala lepa za vabilo.